Dobro. Lepo pozdravljeni vsi. Ta naša druga delavnica v slovenščini, prvo smo imeli v angleščini in se nanaša na projekt in tudi na temo našega simpozija v tem letu glasbe in manjšine, transkulturne dinamike v Sloveniji po letu 1991. In če smo se na prejšnji okrogli mizi pogovarjali s kolegi, z glasbeniki, ki so v Sloveniji tukaj in zdaj, ki so prišli iz različnih koncev sveta, se bomo zdaj pogovarjali bolj o neki časovni preglednici, o tem, kako smo na manjšine gledali v jugoslovanskih časih, kaj se je dogajalo v obdobju tranzicije in potem kakšna je situacija dejansko v našem času. Na hitro, tako kot sem v prejšnji skupini predstavil tole, študijsko področje glasb in manjšin, študija glasb manjšinskih skupnosti se je začela recimo leta 1985 v takratni Jugoslaviji, v Zagrebu, in ta publikacija glasbeno ustvarjalaštvo narodnosti, narodnih manjin, etničkih grupah, zelo skromna publikacija, ampak je zaznamovala nov začetek. In kaj je za nas tukaj še bolj pomembno, da se je potem ustanovila študijska skupina pri vodilnem svetovnem združenju etnomuzikologov, to je Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo, in leta 2000 smo imeli res en zelo imeniten simpozij, nekateri ste na tem sodelovali, predvsem Mitja je tu tudi prispeval in nastal je tale zbornik, Maša je bila tudi ena izmed urednic, ki še danes prinaša marsikaj uporabnega tudi po teh 2 desetletjih. Mogoče predstavimo še tole, neko idealizirano podobo jugoslovanskih časov. To je naslovnica ene jugoslovanske kuharice, skratka cookbooka. Vidimo Jugoslovane torej v različnih nošah, kostumih z jedmi, ki so značilne za te čase, ampak torej kljub razlikam sedijo vsi ob isti mizi, ne? Pa da je skrita kakšna etnično posebna pijača, alkoholna pod mizo, kot vidite. Tako da je tako ena stvar. Potem imamo eno karikaturo iz kasnejših časov. Po osamosvojitvi, v časih osamosvojitve vidimo enega slovenskega in srbskega kmeta, ki imata zelo različen vokabular, ko gre za žaljivke. In ne nazadnje, poleg tega bom predstavil tudi nekatere teoretične in metodološke koncepte, ki smo jih uporabljali na tem študijskem področju. Kot vidite, smo govorili o multikulturalizmu, interkulturnosti, medkulturnosti, transkulturnosti in podobno. Tu je nekaj avtorjev, ki so nekaj prispevali na tem področju in so nas seveda zanimalo, kako ti koncepti dejansko funkcionirajo v sami praksi. Področje etnomuzikologije je v teh dneh dokaj razklano, saj če gledamo ameriški kontekst, ki je seveda povezano z neko širšo sliko, in pismo, ki ga zdaj slišim, o katerem se veliko razpravlja, je napisala Daniel Brown, ki je predstavnica afroameriške skupnosti na nek način, ki je stopila iz akademskih krogov prav zaradi odnosa, ki ga čuti, da je neprimeren. In citiral sem njen stavek, torej diversity, equity and inclusion are a package deal. To je mogoče dobra iztočnica, s katero lahko začnemo tale naš pogovor, drugo okroglo mizo. In namen teh okroglih miz je dejansko, da vi imate besede. Tako kot smo slišali glasbenikov v prvi skupini, tako bomo zdaj imeli res čast in zadovoljstvo slišati, kaj boste vi o tem imeli zapovedati. Tako da lahko začnemo še v tem smislu, da se vsak sam predstavi. Tako, lahko potem spremenimo položaj. Manjka nam še eden udeleženec okrogle mize, to je Robindro Nikolić, ki je nastopil včeraj zvečer na otvoritvenem koncertu Noči v Stari Ljubljani. Mogoče se nam bo pridružil nekoliko kasneje, ne vemo, napovedal je.
začel bo dragi kolega Mitja Žagar, ampak s predstavitvijo, ne? Mitja, kje boš rajši tukaj? Lahko sem tam tudi, tako da bo lažje snemanje in vse. Sam glede na to, da bom mogel brati, moram potem še tole narediti. Lep pozdrav sem skupaj, veseli me, da je ta priložnost, da se lahko vidimo spet z nekaterimi dejansko po 20 letih na podobni prireditvi. In ker so prosili, da najprej povem, kdo sem Mitja Žagar, znanstveni svetnik na Inštitutu za narodnostna vprašanja. Kot profesor sodelujem tudi z nekaj univerzami pri nas pa v tujini. Drugače sem po izobrazbi pravnik in politolog, se pa že vrsto let ukvarjam z človekovimi pravicami, varstvom manjšin, z upravljanjem različnosti, upravljanjem in razreševanjem kriz in konfliktov. In na različne načine sem pa ves čas povezan tudi z manjšinsko kulturo, tudi z manjšinsko glasbo. In tako kot me je poprosil Svanibor, bom povedal nekaj stvari o sami situaciji manjšin in o tem, kako se je ta situacija skozi obdobje, o katerem govorimo, to se pravi nekje od sredine 80-ih let naprej, zlasti pa potem od 90-ih let in v tem tisočletju spreminjala. Čudovito, samo eno malenkost moram narediti pred tem. Takole. Lažje za tvoj glas, ja. Verjamem. 80. in 90. leta prejšnjega stoletja so se z gledišča človekovih pravic in posebej tudi manjšinskih pravic zdela nekako zlato in optimistično obdobje. To je bil čas, ko so se manjšinske pravice dejansko širile, poglabljale, ko se je zdelo, da bo dejansko šel celoten razvoj v smeri multikulturalizma in interkulturalizma, da bo prišlo do nekega sozvočja, sožitja, sodelovanja vseh skupnosti in posameznikov, ki so različni po kateremkoli kriteriju. Tisto, kar je pri tem pomembno, je to, da so v tistem času, nekje v 80-ih in 90-ih letih, se začeli razvijati tudi ključni mednarodno-pravni dokumenti, ki danes urejajo področje manjšinskega varstva. Govorimo o resoluciji Generalne skupščine Združenih narodov in pa potem v 90-ih letih dva pravno zavezujoča dokumenta, ki sta oba nastala v okviru Sveta Evrope, namreč okvirna konvencija o varstvu narodnih manjšin in pa Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih. In treba je povedati, da prav ti dokumenti, skupaj seveda z drugimi dokumenti iz področja človekovih pravic, tako globalno kot evropsko, še zmeraj tvorijo jedro in temelj manjšinskega varstva na našem kontinentu in tudi širše. Za Slovenijo je treba povedati, da je to obdobje, ki je bilo zelo optimistično, ki je nekako bilo orientirano v prihodnost, označevalo še to, da je šlo za obdobje demokratizacije, postopnega uveljavljanja političnega pluralizma, za obdobje osamosvajanja slovenske države, ko je slovenska država jasno zagotovila, da se raven varstva in zaščite manjšin ne sme zmanjševati, in je to bilo zapisano tudi v temeljni ustavni listini, da je bilo to obdobje, ko so se potem začele graditi inštitucije slovenske države, da je bilo to obdobje, ko je Slovenija poskušala se vključiti v mednarodno skupnost in se je potem včlanjevala v Evropsko unijo. In tisto, kar je pri tem izjemno pomembno, je poudariti, da so pravzaprav manjšine in varstvo manjšin predstavljale enega od vsebinskih kriterijev, po katerih se je presojala pripravljenost držav za vključitev v Evropsko unijo. In glede na to, da je Slovenija na tem področju praviloma dobivala zelo dobre ocenjenje znotraj Sveta Evrope, celo veljala kot eden tistih zglednih primerov, je Slovenija to področje pravzaprav tudi promovirala mednarodno
in ga je pogosto naslavljala na različnih mednarodnih konferencah in forumih in je bil to tudi eden od tistih tematskih sklopov, s katerimi se je slovenska država uveljavljala v svetu. Tukaj je treba povedati, da kar se tiče pravne ureditve v slovenski ustavi, tudi v zakonodaji, so se takrat upoštevali najvišji mednarodno pravni standardi, ki so obstajali glede varstva manjšin, zlasti kar zadeva individualnega varstva manjšin. Je pa zanimivo, da slovenska ustava za 3 manjšinske skupnosti prinaša tudi kolektivno varstvo, kar je v tistem obdobju bilo pravzaprav zelo nenavadno, je pa povezano nekako z zgodovino razvoja tudi v nekdanji Jugoslaviji, kjer so se predvsem poudarjale pogosto te kolektivne pravice manjšinskih skupnosti. Za te 3 skupnosti nekako velja, da je tudi ta ureditev v Sloveniji še zmeraj nekje ne samo zelo dobra, ampak primer za mednarodno urejanje manjšinskih skupnosti. Tukaj gre za italijansko in madžarsko narodno skupnost in za romske skupnosti. Čeprav jaz moram takoj dodati, da seveda obstaja na eni strani razkorak med prakso in normativnimi ureditvami, pa tudi če upoštevamo razvoj, ki je vseeno bil nekje pozitiven v tem času, je treba ugotoviti, da še zmeraj obstaja ogromen razkorak med željami in dejanskimi možnostmi. Tukaj bi potem dodal še en problem, ki se je potem začel postavljati kasneje. Namreč to, kako urediti vprašanje novih manjšin, priseljenskih skupnosti, vključno z skupnostmi pripadnikov nekdanjih jugoslovanskih narodov in narodnosti, ker je še zmeraj eno od odprtih vprašanj. V teoretičnem smislu, in tukaj bi ne izgubljal preveč besed, samo tako, da nakažem, katere so možne razmišljanja, bo verjetno tukaj treba razmišljati o tem, da bo za različne manjšine potrebno najti neke vrste nabore pravic in sistemov varstva manjšin, ki bodo prilagojeni specifičnim skupnostim. In tukaj je v teh debatah potrebno povedati še to, da znotraj vsake posamezne manjšinske skupnosti obstaja precej velika pluralnost različnih pogledov in nikakor ne smemo niti najmanjših manjšinskih skupnosti obravnavati kot homogene, koherentne celote, znotraj katerih ni različnih interesov. V tem optimističnem obdobju, o katerem zdaj govorim, to je nekje do začetka tega tisočletja, je treba povedati, da so se sicer že nakazovali nekateri problemi in krize, ki obeležujejo tudi še današnji čas, to je zlasti okoljska, klimatska kriza, to je tudi vprašanje koncepta neomejene rasti, za katere se zdaj kaže, da so ključni problemi in o katerih bomo mogli zelo resno razmišljati, če bomo hoteli pravzaprav na nek način vsaj ustaviti tisto škodljivo početje, ki ga počnemo ljudje s svojimi ekonomskimi dejavnosti, s kapitalističnim načinom produkcije, ne samo nam samim, ampak življenju na Zemlji nasploh. Ni dvoma, življenje na Zemlji bo zelo verjetno preživelo, ampak prav v teh zadnjih letih in nekje v zadnjih 3 letih je tudi že soglasje znanosti na tem področju, je pravzaprav človek tisti, ki je povzročil novo obdobje množičnega izoviranja. Še nikoli v zgodovini ni bilo tako, da bi bil nek živ organizem razlog za takšno dogajanje. Zmeraj so bili neki eksterni dogodki, ali meteorit, ali vulkanski izbruhi, ali ohlajanje, ali segrevanje zemlje, ampak tokrat je prvič to, da nek živ organizem pravzaprav ogroža življenje ostalih živih organizmov, ki v tem času živijo. Kar zadeva to optimistično obdobje, je treba reči, da se je nekje zaključilo z letom 2001 in z 11. septembrom. Zakaj takrat? Takrat se je namreč začela po terorističnih napadih v Združenih ameriških državah spreminjati paradigma. Če je bila prej paradigma širjenja človekovih pravic, širjenja manjšinskih pravic, multikulturalizem, interkulturalizem, sožitje, je potem nova paradigma nenadoma postala varnost. In takrat vladajoči režimi so rekli, gledajte, vi se morate odpovedati delu svojih človekovih pravic, zato vam bomo pa mi zagotovili večjo varnost in takrat so napovedali vojno terorizmu. Mislim, da je bilo to eno takšno ključno obdobje in ta ključen dogodek, ki je pravzaprav zapečatil razvoj za naslednji 2 desetletji. Kaj se je zgodilo? V tem času smo se začeli bati drugačnih. V Ameriki so rekli, ja, to so tisti Arabci, tisti z bradami, jih je treba na letališču kontrolirati in tako naprej. In kaj je povzročilo to? To je povzročilo nek val nezaupanja do drugih.
Če se je prej začelo spoznavanje drugih in nekje odpiranje do drugih, se je zdaj začelo, kaj pa se dogaja s temi drugimi, ti so potencialno nevarnost. To ni nekaj novega v človeški zgodovini. Bolj je bilo novo to, da se je po drugi svetovni vojni to začelo spreminjati in odpravljati. Novo pa je to, da je takšen pristop pravzaprav pomenil na nek način spremembo trenda razvoja, zlasti kar zadeva vključevanje in integracijo manjšin in njihovih pripadnikov. In zdaj ne govorim samo o etničnih in kulturnih manjšinah, ampak govorim o manjšinah nasploh, tudi o spolnih manjšinah in o vseh ostalih manjšinah, ki obstajajo. Nenazadnje govorim tudi o tistih družbenih skupinah, ki so socialno gledano sicer večina, v družbenem smislu pa manjšina. In to je čas, ko se je na primer iz tradicionalne razdelitve bogatstva v svetu, ki je nekje od antike naprej veljalo, to je to, da ima približno 20% ljudi 80% bogatstva, preostalih 80% pa 20% bogatstva, v tem 21. stoletju spremenilo do te mere, da ima danes 1% več kot 10% premoženja, zgornjih 10% pa več kot 95% vsega bogatstva na svetu. Kar je seveda nekaj, česar v zgodovini, odkar jo poznamo in odkar jo spremljamo, nismo nikoli zabeležili. Tukaj je treba povedati, da je potem prišlo skrati s tem konceptom varnosti, sekuritizacija ponavadi to imenujejo v znanstvenih krogih, tudi do tega, da so začeli uvajati represivne ukrepe, omejitev človekovih pravic, izključevanje različnih skupin, ki so se štele za nekako nevarne in podobno. In namesto, da bi terorizem poskušali nasloviti s tistimi sredstvi, ki bi bile logične za nekaj takšnega, to se pravi s policijskimi pa sodnimi pregoni, so razglasili vojno proti terorizmu in to je potem pomenilo paradigmatski premik in nov razvoj. In tukaj je treba povedati, da ta razvoj je prizadel sicer vse nas, ker se je zožil prostor za človekove pravice vsem nam, zlasti je pa prizadel manjšine in njihove pripadnike, vse te manjšine. Občasno se na posameznih področjih sicer zgodi kakšen preboj, naprimer, istospolne zakonske zveze, v nekaterih okoljih posvojitev otrok za ljudi iz tega, ampak v splošnem gledano pa prihaja do zoževanja. Tukaj je treba povedati, da v zadnjih 6 mesecih imamo še en tak pomemben dogodek, ki pomeni prelomnico, ki na nek način sicer pomeni tudi nekaj pozitivnih priložnosti z gledišča manjšin, predvsem v tem, kako je pretrgal stike med manjšinskimi skupnostmi samimi, med manjšinskimi skupnostmi, če zdaj govorimo o narodnih manjšinah in njihovimi matičnimi narodi in državami, in to pa je pokazal neke katastrofalne posledice. Gre namreč za pandemijo COVID, zaradi katere tudi mi danes upoštevamo pravila in nosimo maske, ki pravzaprav pomeni nek nov element, ki ga bo nujno treba upoštevati. Ponovno je tukaj, tako kot sem omenil, gre za to, da je na eni strani priložnost, da se naredijo neke nove stvari in manjšinske skupnosti so se tukaj pokazale kot izjemno inovativne, pospešile so svojo lastno digitalizacijo glede delovanja, pospešile so te nove oblike stikov in sodelovanja, po drugi strani pa so nekatere njihovih tradicionalnih dejavnosti zelo trpele in ker je zelo pomembno tudi gospodarske dejavnosti teh manjšin, ki so pogosto predstavljale temelj njihovega vključevanja v družbo. Tukaj je treba povedati še nekaj, da se je pokazalo, da v spopadu z vsemi temi težavami so bile najboljše tiste družbe, ki so igrale na odprtost, na vključevanje, na integracijo, na enakopravnost, na spoštovanje človekovih pravic. In zadnje čase skoraj celotna svetovna znanstvena skupnost v tem kontekstu kot primer kaže na Novo Zelandijo in to, kako so se reševanja teh vprašanj lotili tam. Seveda, Nova Zelandija ni neka pravlična dežela, ker je bilo vse idealno, ampak kaže se, da se tudi brez omejevanja človekovih pravic, ob širokem družbenem konsenzu, ob vključevanju vseh, lahko določene ključne probleme rešuje in najde rešitve, ki so pravzaprav sprejemljive za vse. Če mogoče samo pojasnim nekaj, kar je takšna zadnja zanimivost in jo kaže omeniti. Naprimer, na Novi Zelandiji so preložili parlamentarne volitve za mesec dni zaradi pandemije COVID, zaradi drugega vala.
In to ne na zahtevo vlade, ki ima v tem trenutku izjemno visok rejting in za katero se predvideva, da bi zmagala skoraj 70% večino v tem trenutku, ampak na zahtevo opozicije, ker se je vlada strinjala, da opozicija ne bi imela v tej situaciji enakopravnih pogojev za parlamentarni boj. Samo pomislite, kakšen miselni preskok je, če gledamo razprave v Sloveniji, v Evropi ali pa v Združenih ameriških državah. In jaz srčno upam, da bomo ta primer Nove Zelandije pravzaprav nekako uspeli slediti tudi vsi ostali. In za konec še par besed o Sloveniji, ker sem obljubil Svaniborju, da bom zaključil prav s tem pregledom zadnjih 20-30 let razvoja. Tudi v Sloveniji nekako opažamo nek velik optimizem, pa v Sloveniji ne samo do leta 2001, ampak tam nekje do leta 2005-2007, to je to obdobje vključevanja Slovenije v Evropsko unijo in polnopravnega članstva v potem sprejema evra. V tem času je bil optimizem, tudi kar se tiče varstva manjšin. Razpravljalo se je o tem, kako vključiti in pritegniti tudi vse ostale manjšine, ki obstajajo. V 90-ih letih se je začel razvijati mehanizem znotraj Ministrstva za kulturo, znotraj teh kulturnih krogov, financiranja kulturnih dejavnosti manjšin. Ni sicer idealen, bistveno premalo denarja je glede na potrebe, ampak ta sistem se je vzpostavil, brez tega, da bi spreminjali ustavo ali pa kakšne druge pravne predpise. In še več, ta sistem, ki se je vzpostavil v Sloveniji v okviru Sveta Evrope, pa tudi Evropske komisije, pogosto bil imenovan kot odličen primer, kako se to dogaja. Tukaj je treba povedati, da je pri tem pomembno vlogo odigralo Ministrstvo za kulturo, strokovna služba Ministrstva za kulturo, pa potem tudi strokovna komisija za kulturo manjšin in za človekove pravice, ki deluje v okviru Ministrstva na kulturo, v kateri sva z Svaniborjem nekaj časa delovala tudi skupaj in ki že skoraj 30 let zdaj deluje na tem področju, odpira prostore, nekje pripravlja strategije in razvoj. In čeprav nam ni uspelo vse tisto, kar smo mi želeli, pa se je zgodilo to, da za večino manjšinskih skupnosti zdaj obstaja dokaj utečen sistem znotraj javnega sklada za kulturno dejavnost Slovenije, ponovno poudarjam, sredstva so bistveno premajhna, za tiste manjšinske skupnosti in za senzorno ovirane, kjer obstajajo tudi ustavne, zakonske ali pa mednarodno pravne obveznosti, pa prav ta komisija še zmeraj skrbi tudi za neke vrste kulturno politiko in tudi za financiranje kulturnih dejavnosti teh skupnosti. Kot rečeno, situacija ni idealna, tisto, kar je pa zelo pomembno poudariti, je pa to, da tudi v obdobju krize po letu 2007 in sedanje krize, za razliko od ostalih kulturnih dejavnosti, se za to področje financiranje ni zmanjšalo. In to pomeni, da se je zaradi tega, ker se je na ostalih področjih žal financiranje zmanjšalo, nekoliko povečal tudi delež. Še zmeraj gre za simbolična sredstva, za bistveno premalo, ampak tisto, kar je pomembno, je to, da se nekje ta trend nadaljuje. Na koncu bi rad rekel to, da mislim, da tisto, kar je nujno potrebno, tako z gledišča naše družbe in njene demokratične narave, kot tudi z gledišča vključevanja in integracije vseh družbenih manjšin, vključno z etničnimi in kulturnimi, je to, da podobno kot v Novi Zelandiji, tudi v Sloveniji, v Evropi nasploh, začnemo zelo resno razmišljati o uveljavljanju koncepta in procesa odprtega, javnega, vključujočega dialoga, ki je odprt za vse akterje, ki želijo v njem sodelovati enakopravno, tako da lahko izrazijo svoje interese in se zanje tudi borijo, ki omogoča obravnavanje vseh tem povezanih s sedanjostjo, preteklostjo in tudi prihodnostjo in ki predvsem tudi ustvarja soglasje glede bodočega razvoja in strategije razvoja. In če bomo nekako uspeli prebiti te ovire, ki se zdijo zdaj in dejansko vzpostaviti nek vključujoč dialog, ki bo hkrati upošteval še neko raven kulturne komunikacije, mislim, da pravzaprav tudi v tem obdobju, ki se ne zdi tako rožnato, perspektive niso nujno slabe. Bojim pa se, da če bomo to priložnost zamudili in ne bomo uspeli vzpostaviti takšnega procesa, da bo potem situacija lahko precej bolj črna, kot se celo v tem trenutku zdi, in zato bi dejansko zaključil to svoje razmišljanje s tem, da tisto, kar bi se mogli vsi zmeniti, da je naš skupen interes, je to, da se dogovorimo
da pravzaprav rabimo uravnotežen, celovit, zelen, trajnostni razvoj, ki bo prijazen do ljudi, družb in tudi manjšinskih skupnosti seveda, in ki bo hkrati upošteval tudi realne omejitve okolja in družb in ne bo več temeljil na neomejeni rasti, ampak na tem, da bo vsaj ohranil okolje in začel postopoma zmanjševati klimatske spremembe, katerim smo priča, in klimatsko krizo razreševati. Idealno pa bo začel pravzaprav razmišljati v tej smeri, da je treba ne samo imeti iz našega okolja, ampak našemu okolju nekaj vračati. In tukaj se moramo dobro zavedati tudi tega, da ljudje smo pač predvsem in zgolj samo del tega našega življenjskega okolja. Hvala. Hvala, dragi Mitja. Jaz mislim, da se strinjate z mano, da lepšega, boljšega govora za začetek si ne bi mogli predstavljati. Čudovito. Hvala za te lepe misli. Dobro, potem gremo naprej z našo okroglo mizo. Gremo kar tako po vrstnem redu. Da smo rekli, vsak se sam predstavi. So, would you prefer to sit here or to go there? Whatever. Ja, lahko. Če bom znal. Samo ena slika bo. Dobar dan. Jaz vedno tako začnem, da gledam človeku v oči, ker na tak način bomo vedno skupaj, ne? In že od samega začetka vas prosim, da izklopite tale, kako bi to rekel, tiste cenzur za napačne slovenščine. Ker bom toliko napaka naredil, da lahko mene upravičujete, ker jaz sem iz take dežele, Madagaskara, ki ima najlažji jezik na svetu. Kot primer vam povem, da pri nas vsi glagoli začnejo na M, se pravi govoriti mitenje, M, in preteklost zamenjate M na N, se pravi niten, ne? Pa ni treba nič spremeniti. Zatem sedajnost ostane M in prihodnost začnete spreminjati M na H, se pravi hitenja, ne? In zdaj pa, če kot dokaz, vsi te misionari, ki so prišli na Madagaskar, v enem tednu že začnejo govoriti, pridigati, ne, kot katoličani, ne. Jaz pa sem moral 3 mesece, ampak to je bilo premalo, ne. In srečno sem naredil odlično slovenščino, ampak to je bilo samo zato, da sem šel na sprejemni izpit na fakulteti za arhitekturo, kar moram vam povedati tudi, da kljub temu, da nisem dobro znal, ampak ko sem pisal vse izpit, jaz sem kar napisal tako, kot znam, tako da profesori niso gledali te slovnične napake, ampak so razumeli, da sem razumel to, kar so vprašali, ne? In sem tudi dobro odgovoril, tako da od prvega letnika do absolvent nisem nobene letnik falil, ne? Tako da vse izpit sem naredil na 6 ali 7, samo da sem laufal do konca, ne? In mi je uspelo, tako da zdaj, ko začnemo o tem, zakaj smo tukaj danes, mogoče bom tudi začel s tem, da na Madagaskarju smo bili 9 otrokov v družini in 5 bratov pa 4 sestre, In jaz sem 3. sin, tako da vsi ostali brata 4 so bili zelo dobri v glasbi, In jaz sem bil najslabši
In potem pa so me rekli, da naj začnem pisati, ne, ker nimam kaj igrati kitaro ali saksofon ali karkoli. Naši starši so bili glasbeniki tudi, a ne. In to sem izkoristil, ker vsi so bili bolj tako nerodni, a ne, za petje, a ne. Jaz sem pa najslabši, ker sem bil tako neroden pa to, ne. Ampak edina možnost sem imel, da lahko pišem, da lahko ne, oni so rekli, da edina možnost to, da sem pevec, a ne. Jaz sem kot, če bom pel, takrat so bili Michael Jackson, Jackson 5 so bili popularni, a ne. In jaz sem na tem cilju, a ne, da bom te pesmi od Jackson 5, pa Beatles, pa vse to, a ne. In ko sem začel razmišljati, pa sem rekel, ne bom, ker če bom zdaj to pel, pa bodo rekli, ti si še hujše kot pri instrumente, a ne. Pa potem pa 5 stran, ker ne pašeš v naše družine, a ne. In potem sem začel pisati svoje pesmi, a ne. Tako da leta 70 sem napisal ena lepa pesem, Maso Andromuti, to lahko najdete na YouTube. In to je bilo zato, ker na naši televiziji, pa na radio, ne, so povedali tako, kot zdaj smo tu, da vsi mladi, ki so do takrat pisali pesmi, so samo o ljubezenski pesmi, a ne. In zakaj mladi ne znajo pisati v naravi, pa v sociali, pa to in to, ne. In tudi so rekli, da vam je že zmanjkalo besede, pa so, da so rekli, napisali, Jožica, kje si bila, ko sem ti iskal pa take stvari. Kot primera, ne, za madagaskarske pisave, ne. In takrat sem začel razmišljati, da bom napisal o zahajajoče sonce, ker na Madagaskar imamo 4 etaže oblake, a ne. In ko sonce gre spat, dobimo 4 barve, a ne, ker vse barve so na 4 etaže. In to sem upisal iz balkone, kako ta Madagaskar je dobil eno najlepšo darilo od stvarnika, ne. In zato sem napisal ta pesem Maso Andromuti, zahajajoče sonce, a ne. In če ne bom pretiraval, mogoče v 15 minut sem napisal prva kitica, druga kitica, pa refren, in potem pa sem šel, ne. In sem tudi ritma naredil, tako kot zdaj bom začel o tem, kar bomo govorili, da sem vzel stare malgaške ritm, mi smo malgaške prebivalci Madagaskar, ne. In sem vzel tisti, kar takrat smo bili, recimo kot ala Jackson 5, ne, pa ali Otis Redding, ali te pevci takrat, in sem dodal, da bom tudi ta pesem napisal za potomce, ne, ljudi na Madagaskaru, ne. In mi je uspelo tudi ritm dobiti, pa besedilo, pa vse, ne. In sem kar predstavil doma, pri brati pa sestri, ne. In kakšne presenečenje sem dobil. To je za nič pesmi, napisi o ljubezni, ne pa take, kaj boš dobil sončni vzhod, pa kdo bo kupil tvoje plošče, pa to in to, ne. Ampak sem bil razočaran, ampak sem pa vzel enega najmlajši brat, in sem njemu rekel, naj igra tole bobna na mize, ne, ker nismo imeli bobna doma. In jaz sem pa na kitari igral in sva snemala na tiste stare kasetofon, ki smo imeli včasih, ne. In sem nesel kar na radio, a ne. In ta človek, ki je poslušal to prvič, je rekel, človek, kdo je to naredil, pa sem rekel, jaz sem hotel lagati, da to je Vlado Kreslin napisal, ne, ampak jaz sem se odločil, da bom pa jaz povedal, ker če bo rekel, da je slab, pa bom šel domov, ne. Če pa dobro, pa je vrata za naprej, a ne. In potem pa ta človek je rekel, da odlično, če si to napisal, greva v studio. In je vse še enkrat poslušal in je rekel, da če imam kakšen band, da bi lahko me spremljal, ne. Pa sem rekel, da imam 4 brate, ki so zelo dobri, ampak naše instrumenti so zdaj malo bolj stare, a ne. In on je obljubil, da bo dal radijski studio in instrument in naj pridem čim prej to posnet, ker prva pesem, ki je bilo napisano o sončnem vzhodu na Madagaskaru, ne, v zgodovini Madagaskar, in je rekel, da to bo evergreen. Pa jaz nisem vedel, kaj to pomeni evergreen, ampak ko sem prišel domov, ne, in jaz sem čakal avtobus, naša, ki se bila, ne vem, 2 kilometri iz radia, ne.
In ko sem čakal ta avtobus, pa nisem mogel, pa sem laufal, ne, za tisti 2 kilometre, da sem povedal, da tale je povedal, da moja pesem bo evergreen, kaj to pomeni. In ta prvi brat skoraj mi je klofutal, ne. In rekel, a to je ta pesem Zahajajoče sonce. Pa sem rekel, to je to, ne. Pa rekel, pa ne nakladati brez veze. Jaz poznam ta režiser, ti nimaš kaj s tem zdaj pretvarjati tu. Pa jaz sem rekel, on nas je povabil, da pridemo tja, ne. In ta brat je dobesedno lagal, da on bo šel malo okrog, ne. On je šel na radio vprašati tega človeka, če je res, je prinesel tale kasete pa to. In ta človek je rekel, človek, daj hitro čim prej pokliči 3 ostali brat, da boste snemali pri nas, ker to je ena stvar, kar je zelo dobro, ne. In ta brat tudi ni vzel več avtobus, ampak samo laufal, ne. Potem smo prišli na radio in zdaj, če lahko greste na YouTube, napišite Vahine, ker tudi takrat so rekli, da ne naredimo tudi naslov naše band kot Jackson 5, ne, ampak ala Madagaskar, ne. Pa sem rekel, da jaz ne maram kopirati, bomo naredili original, pa naj bo, kar bo, ne. In iz naše ime sem naredil V-H-H-I-Ne in Vahine, ne. Pa nisem nič mislil na nobene Vahine iz Tahiti ali Hawaii pa to, ampak ko smo dobili prvi intervju, gledalci, poslušalci so napisali, kako smo dobili ta lepo ime Vahine, ker to so lepe ženske iz Tahiti pa to, ne. In takrat sem bil presenečen, da sem zadev tudi, kar se tiče imeja, ne. In zdaj pa brat so začeli mene pogledati in upoštevati, da nekaj znam, ne samo tiste zadnje guma v naši družini. In zdaj pa smo naredili 7 plošč od leta 72 do 77 decembra, ko sem prišel v bivša Jugoslavija, ne. In med tem časom smo tako popularni ratali, da ko smo prišli, recimo kot Hala Tivoli takrat, in gledalci so prišli gor na odru in so me dotaknili in so skakali na tisti folk, ki tam spodaj, ne. In takrat sem čutil, da res ta moj darilo od Stvarnik moram čuvati in ne smem nobenega plošča niti CD kupiti, ampak samo dati ven to, kar jaz znam, ne. In zdaj, ko sem zdaj pred startom iz Madagaskara za Jugoslavijo, ne, moja mama je rekla, da ko prideš v Ljubljano, prosim, a lahko pozabiš na glasbe, ampak samo naredi fakulteta za arhitekturo, ker moj oče je bil gradbeni inženir, ampak ni bil diplomiran, ne, in je želel, da takrat, ko mama pa oče sta se kregala, pa mama je vedno rekla, da ti si falirani študent, nimaš diploma, pa to in to, ne. In oče je bil zelo ogrožen, je rekel, da vsaj enega od te 9 mora biti inženir ali gradbeništvo ali arhitekta, ne. In jaz sem to skozi v glavi dal in jaz sem rekel, da zdaj, ko gremo v Jugoslavijo, Ljubljano, ne, prva stvar, bom pa snemal, ne, vse te pesmi, kar sem naredil na Madagaskar, ampak na žalost mama na letališču mi je prosila, da če pridem v Ljubljano, najprej naredim faks 4 let, da dobim diplom kot arhitekt in šele takrat vzamem kitar ali karkoli. In je rekla, daj mi obljubi, pri nas imamo tako, da levo roko daš na glavo mamo, ne. In reče, mama, jaz bom prišel v Ljubljano in ne bom dotaknil glasbe, dokler ne dobim diplom, ne. In sem hitro naredil, ne, ker avion čaka, ne. In sem naredil in mama je začela res, ne na tak način, bodi pošten, bodi iskren, ker vem, da samo hočeš hiteti, da greš noter, ne. Pa sem rekel, mama, a lahko ponovim še enkrat in sem ponovil še enkrat. Mama, obljubim, da ne bom dotaknil kitara, dokler ne bom. Je rekla, prosim, je začela jokati, da življenje se ne sme tako hecati, ne. In potem jaz sem zdaj imel zelo globoko tale beseda, ki je rekla, da moram biti pošten in iskren, da to delam. In sem naredil pošteno in iskren in sem jokal. In jaz sem rekel, mama, bom dotaknil kitaro, ampak ne bom
profesionalno delo. Ne bom, dokler ne bom dobil diploma za arhitekturo. Ne. In ne boste verjeli, ampak to zdaj povem, ne. Prvi dan, jaz sem prišel decembra 77 in 25. maj, rojstni dan od Tita, ne. In potem pa so Afričani so rekli, da ponavadi delamo v velike dvorani menze v študentskem naselju, folklor pa to, ampak zdaj fanti nočejo več, ne, ker so zdaj malo bolj moderni pa to. In jaz sem jim rekel, fanti, daj gremo. Samo ne smemo s denarjem, ker jaz sem se obljubil mama, da ne smem profesionalno, dajmo nazaj ta folklor. Jaz bom pa, ko vi boste zamenjali obleko, pa jaz bom pa par pesmi, pa potem spet, jaz tudi sem igral džembe, a ne. In potem so rekli v redu. In potem, ker smo vadili, so rekli, da ne, mi ne bomo dali kavbojka dol, ker ljudje bodo čudni, a ne. Pa si go, fante, mi smo Afričani in moramo pokazati naše črno kožo noter, ker eni mislijo, da noter je belo, zunaj pa črno, ne. Moram pokazati tale gabarit, ki imamo vse mišicasto, pa to. Takrat tudi sem bil micista, ampak zdaj malo trebuh raste, ne. In potem smo uspeli, ampak tudi sem moral trmast povedati ena stvar, da ko ženske bodo videli, kakšne lepe telo imate, boste dobili punce, pa boste znali slovenščina bolj hitrejši kot brez tega, ne. In zdaj pa na tem dogodku, ko sem jaz pel vmes, ne, mi je prišel ena gospa, Irena Brejc, ki je bila režisirka na televiziji Slovenija, ne. Ona je vodila ta oddaja Mladi za mlade in je rekla, gospod, vi boste nastopali na ta oddaja, ker cela Jugoslavija to gleda, ne. In mi nismo vedeli, da tudi Afričan znate gitara, ne. Pa sem rekel, gospa, ne samo gitara, ampak tudi znam saksofon, vse tenor, alto, soprano, frule, vse, kar zabrenkalo, od gitara, banjo, pa vse pa to, ne, pa klaviaturo tudi znam. Pa je rekla, res to, a lahko probam. In smo enkrat probali in res sem znal. In to zdaj vam povem, da je naš pregovor pravi, da če ti si brez oči in če greš na deželi slepa, ne, ti boš kot kralj, ne. Se pravi, doma sem bil najslabši in tukaj sem bil pa prvi Afričan, ki zna gitaro igrati, pa karkoli sem igral, je bilo super za ta stvar, ne. In tukaj zdaj grem v ta rasizem, kar sem tudi slikal prej. In te fanti so mi povedali, da zakaj so, imajo težave, ker Jugoslavija je bila takrat ko vidijo črnce, pa je že konca, ne. In zdaj pa, ko sem to vedel, jaz sem rekel, da to ni prav, ne. To je treba uničiti. In ko sem nastopil na ta prvi oddaj, Mladi za mlade, upam, da imajo še na televiziji, jaz sem takrat imel afro frizura, ne. In sem jim rekel, da ta afriška kultura, ne, moramo pokazati. In sem apeliral vsi, ki so gledali to iz cele Jugoslavije, ne. In prvi človek, ki je zdaj pokojen, Aršen Dedić iz Zagreb, mi je povabila v Zagrebu, ne, je rekel, človek, ti moraš nastopati tu v Zagreb, pa na vse obale pa to. In drugič mi je povabil tudi Dado Topić, če poznate, iz Sarajeva. In tretjič, zdaj na koncu, mi je povabil tudi Đorđa Balašević iz Srbije, ampak on mi je povabil tudi v Novem Sadu, ker je doma tam, ne. In tu zdaj je tisti, kar hočem povedati, ne, da mi ne smemo pustiti to, kar smo, a ne. Ampak že takrat, ko sem doma, jaz sem ugotovil, da tista pesem, kar sem napisal, a ne, vedno, ko sem videl ta arkansiel, kako se reče to po slovensko, ko pred dežjem pa ena taka barva gre, Mavrica. In dajte šteti, ampak ima 7 barva noter, ne. In potem pa, ko sem tudi opazil, da tiste glasbe, ki so mi rekli, da jaz sem za nič, ne. Poglejte, da tudi not obstoje samo 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ja, a ne. In potem pa sem nastavil tudi 7 pravice za človek. Če boste se spomnili, jaz sem že takrat rekel, da vsak človek mora biti pošten, iskren, pogumen,
odločen, brez predsodkov, obvlada ritem. In 7. mora imeti zdrav duh v zdravem telesu, ampak za mene to ni dovolj. Ampak človek mora imeti zdrav duh, zdrav v zdravem telesu. In to sem dal zdaj v glasbi in to skozi sem tako naredil, da 7 plošča, kar sem naredil na Madagaskar, so zdaj na YouTube, če boste napisali Vahine Madagaskar, Nevra Kuturahala. In zdaj pa, ko sem zadnjič, tudi veliko sem delal recimo pri Bratstvo, edinstvo, pa delavna akcija, ne. En najboljši primer, recimo z Jožef Skolčem sva tudi radala prijatelj, ker moja žena je od tam, kjer on doma, na Gornjem Primorskem. In potem mi je povabil tudi, da smo delali tisti vasi, ta Bregujne, kar on doma, in smo cela vas renovirali s tem. In zdaj, ko se je bilo tisti zadnje Bratstvo, edinstvo, smo nastopali v Beograd, in tam so bili samo tele folklore. In jaz sem predlagal tu v Sloveniji, da zakaj ne pripeljamo tudi pop glasbenik, ker folklore na vsake jugoslovanske republike, samo folklor, tiste kolo, eni brčnejo 3-krat tam, pa Srbi 4-krat, pa eni pa 5-krat. In tisti mladine tam pa začnejo kaditi, pa samo piti alkohol okrog, ampak samo tisti fanatika, ki tam pred odrom, ne vem, 100 ali 200. In potem pa tu v Sloveniji so rekli, da tega ne smem, ampak ko res so začeli razmišljati, pa so me povabili na, ne samo ja, ampak 3 smo bili, na Mačkova, na notranje zadeve, kaj nameravamo, pa sem rekel, res, za tisti denar, kar boste dali za 20 folklor, dajte za par študentov, bomo naredili te slovenske pesmi, pa da malo bolj drugačne kot tiste kolo, pa to in to, In potem so začeli dobro razmisliti in so rekli, v redu, da pripeljete pop glasbenik, in smo napolnili avtobusa 50, ampak samo študent, In ko smo prišli v Beograd, smo v avtobuse zmelili, da jaz grem gor na odru, ko kličejo za Slovenijo, In jaz pa nosim tako bolj domače obleko. In potem pa sem začel peti slovenske pesmi, najprej Mi se imamo radi, in potem pa Siva pot od, kako je že ta? Jaz si Mežek, Siva pot, vodi me kamorkoli, In potem takrat sem povedal, da dajte pomagati Slovenijo, da gre v ta pot tam, kjer spada, ker mi vemo, da Slovenija je bila romanska država in to. Ne bom šel v politiko, ampak meni je zdelo to, da Slovenija je bilo tisti, ki ni rasistična v Jugoslaviji. In potem sem povedal, da naj ljudem, cela Jugoslavija pomaga, da Slovenija dobi svoje lastne narode. In zdaj, ko tista ZKO, Zveza komunistov organizacija, so imeli ta zadnji sestanek v Beograd in so zapustili dvorano in Milošević je povedal v enem intervju, da en majmun iz Madagaskara je začel tega, da Slovenija gre ven iz Jugoslavije. In takrat sem povedal te moji prijatelji, ki so v Beograd, da naj čim prej blokirajo te časopis, ki to govori, ker bodo mene ubili. In res takrat je začelo to in potem pa je prišlo do vse te različne akcije tukaj v Sloveniji. In potem pa gospod, kako je že napisal tale knjiga, Kdo je kdo za Slovenco, mi je povabil, da napišem vse te dogodke, kar sem doživel v Sloveniji in bil sem v Jugoslaviji, da bo moj ime noter in moja žena ni pustila. Je rekla, to je nevarno za tebe, boljši, da ne daš tega. Ampak 3-krat so me poklicali, da bodo dali moj ime v Kdo je kdo za Slovenijo. In potem pa jaz sem rekel, dajte, ampak brez politične barve, samo kot umetnik in da ne bom imel problem. In zdaj pa lahko vidite tudi v to knjigah Kdo je kdo za Slovenijo, da sem nekaj naredil in to tudi nas, vsi ambasade v Evropi to vejo, imajo te knjige.
In zdaj za zaključek, jaz sem leta 1982 dobil prva hčerka, mala Latina, to lahko napišete tudi v Google, ne? In zdaj ona nadaljuje to, kar sem delal prej, ne? Ker 10 let sem tudi kot študent, tudi na arhitekturi, sem dobil od Ministrstva za šolstvo ta naloga, da povem na vsake osnovne šole to, kar zdaj sem vam povedal na kratko, ne? In ko sem to končal 10 let in Evropska unija je to ugotovila, da to je dobro tudi za celo Evropo, ne samo za Slovenijo, ne? In so mi dali tudi projekta za celo Evropo in sem okrog tudi v sosednje države, do Francije tudi predaval o tem, kako človek ima tale 7 pravila, če se spomnite, in to zdaj moja hčerka nadaljuje, ne? In da lahko tudi greste na YouTube, da tale drevo sozvočje je naša, kaj je tole, naše ime tam na Google, ne? Tako da, če boste hoteli več, pa lahko prijete ker jaz imam tudi za cel teden za predavati, ampak imamo še druge. Lepa hvala. Hvala vam. Pozdravljeni, sem Alma Bejtulagu, jaz bom kar tukaj. Žal, jaz nisem tako elokventna in artikulirana kot moja 2 prva sogovornika, ampak se bom potrudila predstaviti sebe. Sem muzikologinja oziroma etnomuzikologinja. Rodila sem se in odraščala v Prištini na Kosovu. V Sloveniji živim od leta 1992, kamor sem prišla zaradi študija muzikologije. Prihajam iz družine glasbenikov in inženirjev, bom rekla, tako da sem odraščala v glasbi. Obiskala glasbeno šolo, kot najstnica sem tudi v bistvu komponirala otroške pesmi, nekatere pop pesmi, snemala sem tudi. Tako da po prihodu v Slovenijo in med študijem se nisem aktivno ukvarjala z glasbo, z interpretacijo. Šele leta 2008 sem se vključila v pevsko skupino Kvali, o čemer bom tudi povedala, drugače pa sem delala marsikaj, poučevala sem glasbo v glasbenih šolah. Bila sem tudi glasbena urednica na DZS-ju, imela sem ekskurs v mednarodne odnose. Trenutno zaključujem doktorski študij na ISH-ju in sem bila ena izmed članic ustanovne skupine Music and Minorities Research Center na Dunaju. Že nekaj let sem tudi novinarka in to je tudi zanimivo. Sem sodelovala pri oddaji Na glas na televiziji Slovenije in še vedno sem sodelavka radijske oddaje Sami naši. Obe dve oddaji obravnavata teme z vsakdanjika etničnih skupin z nekdanje Jugoslavije. Tako da se rada pohvalim, da merim puls o tem, kaj se dogaja med etničnimi manjšinami v Sloveniji. Moj doktorski študij se pravzaprav osredotoča na vprašanje delovanja žensk, glasbenic s tem postmigracijskim kontekstom. Kot omenjeno, sodelujem v skupini Kvali. To je zanimivo, skupina Kvali je specializirana za izvajanje gruzinske polifonije. Smo verjetno edina skupina, ki to izvaja v Sloveniji, mogoče še drugje v bližnji okolici. V zadnje čase pa skupino in tudi individualno izvajamo tudi albanske pesmi. Še posebej so meni pri srcu urbane tradicijske pesmi, albanske, ki so zelo specifične. Mogoče to je to za začetek, če bo še kakšna vprašanja. Dobro, pustimo potem še nekaj čas za vprašanja kasneje. Alenka?
Jaz bom probala biti zelo kratka, ker se z večino ljudi poznam, večino vas poznam iz teh znanstveno-raziskovalnih vod. Skratka, sem Alenka Bartulović, sem docentka za socialno antropologijo na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sicer pokrivam zelo veliko področij oziroma predavam zelo veliko predmetov. V zadnjem času pa tudi, zato sem verjetno tudi povabljena, sodelujem v številnih projektih, ki se ukvarjajo z glasbenim ustvarjanjem. V zadnjih 6 letih mogoče bolj aktivno raziskujem zlasti to glasbeno ustvarjalnost beguncev. S kolegom Miho Kozorogom sem napisala vrsto člankov, ki obravnavajo predvsem transformacijo glasbenega ustvarjanja v 90-ih letih, zlasti med bosansko-hercegovskimi begunci. V nekem preteklem življenju sem se tudi sama aktivno ukvarjala z glasbo in sem sodelovala v eni izmed glasbenih skupin Bali. To je zdaj mogoče stvar preteklosti, tako da v bistvu se zdaj bolj kot ne raziskovalno ukvarjam s tem področjem. Drugače sem tudi sodelovala v številnih projektih nevladnih skupin oziroma organizacij, ki so se ukvarjali s kreativnostjo, zlasti z manjšinami in begunci. S kolegicami smo pa pred parimi leti ustanovili tudi eno društvo, ki se imenuje Unclub, Društvo za kulturno kontaminacijo. Sicer je to društvo manj dejavno, kot bi si želeli, ampak je njegov namen dejansko preseganje nekih nacionalnih etničnih omejitev. Skratka, poskušamo v bistvu povezati posameznike in pripadnike manjšin, ki se mogoče ne prepoznavajo ravno v tem nekem etničnem smislu oziroma in to ni neka prvenstvena identifikacija. Tako da toliko pa mogoče potem lahko še kaj več. Marino, prosim. Dober dan, jaz sem Marino Kranjac in aktivno se ukvarjam z raziskovanjem, poustvarjanjem, izvajanjem istarske ljudske glasbe 34 let. Prihajam iz Istre, seveda, ki je, kot verjetno vam je znano, taka multikulturalna, multietnična regija. Se pravi, v svojem podajanju in raziskovanju se ne omejujem na nobeno narodno skupnost oziroma narod v Istri, ampak so mi enakovredne vsaj vse tri, se pravi slovenska, hrvaška in italijanska. Želel sem vam mogoče predstaviti malo to italijansko manjšino. Se bom tokrat, ker več ne bila predolga zgodba, omejil samo na slovenski del Istre. Se pravi, če lahko vam povem malo o tem glasbenem, kar danes italijanska manjšina v slovenski Istri v glasbenem smislu podaja. In sem vam želel še povedati na tako mojo oseben pogled in tudi širše dojemanja, sprejemanja italijanske kulture v našem prostoru. Moram povedati to, da to kot taka italijanska kultura ni, ampak je to dediščina Benetk. Se pravi, je to beneška kultura, ker mi smo bili pač 500 let pod Benečani, pod Beneško republiko. Bom probal čim hitreje. Se pravi, kar se tiče glasbe, ki jo podaja italijanska skupnost v slovenski Istri, je v Kopru imamo mandolinistični orkester, v Izoli zbor, v Piranu zbor in manjšo tako mandolinistično zasedbo. V Izoli še ena tako skupino, ki
ki pa pojejo, bi rekel, pop italijanske pesmi. Se pravi, se trudijo, da pridejo ven, da niso zaprti v svoji skupnosti, ampak da se čuti njihova prisotnost, da je živa ta prisotnost v skupnosti, v kateri živijo, v kateri delujejo. In v bistvu, če grem v čas nazaj, če grem, se pravi, v čas še Jugoslavije, imam občutek, in tako se mi zdi, no, da govorim čisto osebno, da je v bistvu pod Jugoslavijo bilo sprejemanje te multikulturnosti, multietničnosti boljša. Ker se pravi, jaz kot pripadnik večinskega naroda izvajam glasbo manjšine in meni je to čisto naravno. Se pravi, tudi pri nas je kar prisotna ta opredelitev ne na nek narod, ampak na regijo, regionalno. Se pravi, če vprašate mene, kaj sem jaz, jaz bom rekel, sem tudi Slovenec, sem tudi Hrvatec, sem tudi Italijan, nisem pa samo, eno pa drugo ali pa tretje. Se pravi, je bilo potem ob osamosvojitvi ta nacionalna opredelitev dosti bolj, bi rekel, prisotna in ne bom rekel agresivna, ampak ljudje so rajši se tako opredeljevali, ne, in se izražali kot pripadniki samo enega oziroma tistega naroda, ki so pač pripadali. Se pravi, v preteklosti je bila zmeraj ta ena zadrega, ne, govoriti o beneški kulturi pri nas. To pa je bilo iskreno povedano tudi malo, se pravi, tudi, če rečem, vpliv seveda iz centrale, iz centra, iz Ljubljane, če tako rečem. In bila je zadrega pregovoriti, recimo, pridete v Koper, beneška arhitektura in to, ne. Recimo zadrega bila, ko je imel recimo Tartini obletnica, prva obletnica, ko je bila obletnica rojstva, ne vem katere že. Kaj je zdaj Tartini? Tartini, Slovenc ni. Zdaj, če je naš, ne moramo reči, da je Italijan, ne? In bolj so rekli, Pirančan, ok, Pirančan je dobro, Tartini Pirančan, ne? Potem zgodovinar naš dol Žitko je čakal 30 let, da mu je prišla ven sploh ena knjiga, ki govori o beneški zapuščini pri nas. In taka zadrega je bila, oziroma čim manj, da bi se o tem govorilo, ne, da ne bi uporabil kakšne bolj grobe besede, ampak tako je bilo. Se pravi, tudi ko se je naš del v bistvu, ko so prihajali raziskovati ali bodisi narečje, ali ljudsko glasbo, ali kakorkoli, kdorkoli je raziskoval po neki nacionalni oziroma politični opredelitvi, ne pa ni podajal, se pravi, ni šel, ne glede, če je bil to Slovenec, je pač slovenske pesmi ali pa slovensko kulturo, običaje raziskoval, če je bil to Italijan, samo to. Se pravi, ni bilo to realna ta raziskava, ne? Ker nekdo, ki nekaj raziskuje, bilo katero področje, nima kaj se omejevati, greš na to področje in raziskuješ to področje, ne glede na neko politično ali pa kakorkoli narodno opredelitev, če bi tako rekel, ne. Se pravi, to je bil tako manjko in potem pa v bistvu nekateri domačini pa smo
šli čez to in v bistvu se nismo ozirali, ampak smo realno raziskovali in tudi izvajali in podajali te naše bi rekel, rezultate. Tudi če se pravi omenim te skupine, v katere sem igral, od Istranove do Vruje in tako naprej, smo doživeli marsikdaj, ja pa kaj ste vi, ja pa koga vi predstavljate? Ja pa koga še vam predstavlja? Predstavljamo regijo, glasbo te regije. Predstavljamo ljudi iz te regije. Ja pa kako, nekaj niste samo, eni so celo zahtevali, da bi samo igrali samo slovenske, pa drugi pa da bi samo italijanske in tako naprej. No, gledajte, mi smo objektivni in podajamo to dediščino, ki je tukaj pri nas. Enako vredno vsaj teh treh narodov in to marsikdaj ni bilo komu všeč. Kot ustanovni član in dolgoletni aktivni član in zdaj tudi predsednik, bi rekel, kulturnega in etnomuzikološkega društva, lahko tudi povem, da ne bom kdo me kaj razumel, da jaz nekaj tvojim, govorim samo dejstva. Se pravi, je bil tudi tle pri nas v tem našem društvu en tak proces, ker seveda, ko je bilo ustanovljeno z nekim namenom slovenski izvajalci, ki izvajajo slovensko ljudsko glasbo. Potem se je ta opredelitev tudi razširila, da sprejmemo med se tudi ljudi, ki so prišli od drugod in ki pač tudi izvajajo kakšno slovensko ljudsko pesem, tudi slovensko ljudsko glasbo. Meni osebno, če govorim zmeraj kot z mojega stališča, bilo to všeč, ampak nekateri ne. In potem je tle tudi precej ljudi se nekako ali umaknilo, ali zadržalo, nekako se nekateri so se počutili malo ogroženo, ampak tako je. Govorim pač tako, ta izkušnja, ki je bila recimo v tem društvu, ki je bilo tako ustanovljeno, kot sem rekel. Zdaj, za konec, da ne bom preveč dolgo vlačil, se pravi, kakšen je odnos do italijanske manjšine pri nas, se pravi lokalno in širše v Sloveniji. Se pravi, mislim, malo več, po moje bi moralo biti odprtosti, malo več tolerance. Zdaj, hvala Bogu so se menili tisti povojni časi, ko je bil res hudo, ker vsak, ki je bil Italijan, je bil že takoj fašist avtomatični. Se pravi, zdaj pa mogoče samo dve besedi, se pravi, če se postavite v vlogo pripadnika italijanske skupnosti, ki je ostal pri nas, tukaj za naše ljudi fašist, za one Italijane, ki so šli potem po Italijo, pa je bil izdajalec. In je bil to grozen pritisk, se pravi, so takrat doživljali. Se pravi, kakorkoli govorijo, da je italijanska skupnost pri nas dosti zaprta, jaz mislim, da ni, ker recimo v Kopru, v Izoli, v Piranu so italijanske skupnosti motorji kulturnega dogajanja in tudi, če grem, se pravi, s tem, kar se jaz ukvarjam, se pravi z kulturno dediščino ali ljudsko glasbo, kakorkoli našega področja, so oni prav skoraj edini, ki jim je mar za kaj za to. In tudi me podpirajo, oziroma podpirajo nas, ki predstavljamo tudi njih, kar je meni čisto logično in normalno, da je tako. To pa je, zdaj upam, da nisem bil predolg. Lepa hvala. Mogoče smo zvedeli, Alma je prisotna v medijih. Kakšna je medijska podoba glasbenčin na Slovenskem danes? Ni takšna, kot bi si jo želela. Predvsem to, kar mogoče v medijih ni tako vidno, sploh pa recimo v televiziji, ki je audio in vizualni medij, je to, da glasbe manjšin, to, kar mi najbolj srečujemo, je ta
heritizacijski, ali ne vem, kako bi to po slovensko povedala, ta vidik v bistvu ponujanja, prezentiranja glasbene dediščine, vendar je veliko tega še poleg tega revitalizacijskega segmenta glasbenega delovanja manjšin. Seveda, da ne omenim klasične glasbe, so tudi druge zvrsti, prej se omenila tudi urbano-tradicijsko, mi imamo zelo močan, bom rekla, glede na vso to situacijo, zelo močan ta novi val sevdaha, ki je v Sloveniji prisoten že dolga leta in je zelo pomemben. Saj se ga predstavlja, ampak ne toliko. Ne. Mi smo tudi priča v Sloveniji tudi vplivu te glasbene industrije držav Zahodnega Balkana. To je tudi, recimo, pred leti smo mi govorili o pinkizaciji slovenskega prostora. To tudi na nek način vpliva, da tako večinska slovenska skupnost, če rečem, ampak tudi mi sami pripadniki manjšin nimamo vsega tega vpogleda v razgibano in živahno glasbeno, poustvarjalno in ustvarjalno delo manjšin v Sloveniji. Seveda jaz govorim bolj za te manjšine iz držav Zahodnega Balkana. Če to povežem mogoče s tem, kar je Marino govoril, recimo skupina Vruja ima en CD, ki se imenuje Pres Pašaporta, ja? In imate recimo eno pesem, ki zveni tako in tako, recimo v slovenski različici, in vidimo, kako se te stvari res pretekajo, skratka. In imamo en takšen aktiven primer, kako dokumentirati dejansko tovrstne procese. Ker to je ena stvar, ki se mi zdi, da tudi v naši raziskovalni tradiciji nekje manjka, tako da sem zelo vesel tega projekta o dvojezičnih pesmi zdaj, ki trenutno poteka, ki se vidijo ti medsebojni vplivi različnih skupnosti pri nas. V tej publikaciji, ki bomo imeli, bomo spoznali tudi vpliv čeških glasbenikov v zgodovinski perspektivi na Slovenskem. Kako so dejansko prispevali kot recimo priseljeni, kot tujci nekje k razvoju nacionalne kulture. Tako da mislim, tudi ta publikacija, ki prihaja, bo odkrila dejansko nekaj novih zanimivih dejstev in se bomo lahko mogoče vprašali, dobro, če je takšen proces potekel v 19. v prvi polovici 20. stoletja, kaj se na podlagi tega dejansko naučimo, kaj nam pomaga mogoče reševati take vprašanja v današnjem času. Te maske pa so res oprne. Alenka, kako je z begunci? Kako pa vi gledate zdaj na to? Saj smo imeli v 90-ih situacijo z bosanskimi begunci, vi ste tudi aktivno sodelovali takrat kot izvajalka v skupini Vali, potem kot raziskovalka. Kako danes gledate na to situacijo? To je precej kompleksno vprašanje, če bom probala zelo na kratko odgovoriti. To, kar je v bistvu že Alma omenila, skratka, ta begunska izkušnja, se pravi v 90-ih letih, je bila dokaj transformativna, se pravi ne samo za glasbenike oziroma glasbenice, ki so sodelovali v recimo teh skupinah, ki so večinoma izvajali sevdalinke, ne pa izključno. In to je tudi zanimiv proces, ki se je zgodil tudi na spodbudo nekih lokalnih akterjev, skratka, treba se tudi zavedati, da moramo v bistvu te procese dojemati kot neko interakcijo med nekim novim okoljem in posamezniki. Skratka, večina nas, mogoče, ki smo sodelovali v teh glasbenih skupinah, pravzaprav te ljudske oziroma tradicionalne glasbe ali pa sevdalinke kot posebnega žanra v resnici ni ravno aktivno poslušala. Zato se mi zdi tudi zelo pomembno v bistvu izpostaviti to pestrost in raznolikost žanrov, ki se izvajajo. Recimo prej mi je bilo zelo všeč, ki je Ali v bistvu izpostavil Evrovizijo, ker se mi zdi, da ko govorimo o manjšinskem ustvarjanju, pravzaprav je v ospredju ta ljudska glasba oziroma etno in tako naprej, ampak če pogledamo samo slovenski kontekst, pravzaprav vidimo, da je veliko ustvarjalcev, ki so prisotni recimo v pop vodah in nihče pravzaprav ne ve niti, da izhajajo iz nekih drugih okolij, zato ker tega ne izpostavljajo kot primarne identitete oziroma se bolj kot ne predstavljajo kot glasbeniki.
V tem smislu je tudi zanimivo razmišljati, no, jaz že dolgo razmišljam o tem, odlično je, da imamo financiranje manjšinske ustvarjalnosti, je pa res, da je veliko glasbenikov, ki se v tem ne morejo prepoznati, ne morejo ustvarjati glasbe, kakršne si želijo v teh kontekstih, ne, in so potem povsem prepuščeni trgu, kjer pa obstajajo tako imenovani gatekeepersi, kar smo prej ugotovili, in pravzaprav nimajo teh mrež, ki bi jim omogočili vstop, ne. Se pravi, v bistvu padejo v neko umestno polje in dejansko ne morejo prodreti mogoče na isti način v to javno sfero, in dejansko je pa to povezano seveda tudi s financiranjem in za nekatere tudi preživetjem, no, tako da to se mi zdi ključno. Ampak če se vrnem zdaj na to begunsko ustvarjanje, mislim, da je to bil terapevtski moment tako za slovensko publiko, kot tudi v bistvu za izvajalce, ker praktično imamo čas, ko se vsem porušijo nekateri elementi življenja, ki so ključni, skratka tudi publika je v bistvu šele spoznala Sevdalinko v tej neki drugačni atmosferi. In mislim, da je to bilo v bistvu ključno, govorimo zdaj o tej afektivni atmosferi, ki dejansko omogoča v bistvu neke dialoge in interakcije, ki so bile možne v 90-ih letih, ravno zaradi razpada države. Skratka, imeli smo del prebivalstva, ki je seveda našel neko zatočišče v nacionalizmih, ampak potem je obstajal tudi ta del, ki je pa pravzaprav obžaloval izgubo nečesa, kar nekateri sploh niso niti poznali, ne, sploh kakšne mlajše generacije. Tako da velika večina mojih sogovornikov je dejansko začela poslušati to zvrst šele v 90-ih letih. Se pravi, prej so mislili, da je to glasba, ki ni njihova oziroma s katero nimajo nič skupnega in s katero se niso mogli identificirati, naenkrat so pa začeli čutiti, ne, da jim ta glasba nekaj sporoča. No. In v bistvu vse te begunske skupine v 90-ih letih so bistveno v bistvu prispevale k popularizaciji Sevdalinke oziroma tega žanra v Sloveniji. Jaz bi si težko predstavljala dejansko, da bi bilo mogoče v 90-ih letih napolniti recimo Cankarjev dom s koncertom izvajanja Sevdalink, recimo, kar se pa zdaj praktično redno dogaja, ne, imamo fenomene, kot je Damir Imamović, Božo Vrečo, skratka, tudi zvezde, ki so dejansko znane ne samo v regiji, kot bi rekli, oziroma na območju nekdanje Jugoslavije, ampak tudi širše, ne. Tako da mislim, da je v bistvu, ko raziskujemo glasbo, potrebno upoštevati vse te elemente, ne. Se pravi, tudi recimo posameznike, ki naredijo veliko za to, da omogočijo ta vstop begunskim ustvarjalcem na večje odre, kar se je recimo v 90-ih dogajalo in z Vodnikovo domačijo in s Hudom in podobno, ne. Tudi sogovorniki so danes omenjali pač nekatera imena, za Val je bil recimo ključen Vlado Kreslin, skratka mora biti tudi nek posrednik, ne, ki omogoči ta vstop, ne. Mislim, da je mogoče lažje bilo v 90-ih za bosanske begunce, kot je mogoče danes za begunce, ki prihajajo iz drugih držav, tudi zaradi te skupne jugoslovanske izkušnje in podobno. Skratka, bistveno je, da tudi lokalno okolje dejansko zagotovi neke možnosti za ustvarjalce, glasbenike, umetnike. Hvala, prav na Kreslin, sem tudi sam pomislil, kako pomembno je dejansko, da je nek človek, ki je predstavnik nekega glasbenega mainstreama, ki se postavi v takih situaciji in pokaže skratka neko empatijo, željo po sodelovanju. Estetika nekega okolja oziroma na kakšen način se pravzaprav konstruira oziroma oblikuje. Ne? Lepa hvala. Zdaj mislim, da ko se bližamo že koncu, je trenutek, da tudi vi imate besedo. Imamo kakšno vprašanje, prosim, ali komentar? Ja, Mojca? Mogoče zanimivo mi je res, da je še Marino zraven, no, pa ta regionalna perspektiva super. Se mi zdi ena fajn, ker niti ne pomisliš, no, da se lahko enako pogovarjamo o enakih zadevah. Ne.
Sem tako nežno si rekel, da se je pojavljala zadrega, se pravi po osamosvojitvi. Me zanima, no, ker si tudi rekel, v enem momentu mi domačini smo to presegli, ne, nekateri, ali je bila ta zadrega vedno tako od zunaj, se pravi iz drugih regij ali politično, ali ne vem, si to bolj na ta način občutil ali tudi znotraj Istre same, no, pa prebivalcev Istre? Ja, če tako rečem, je bila kar malo diktirana. Na žalosti. Zdaj, tako, če vzamem samo slovenski del Istre, ta dva naroda, avtohtona, smo živeli stoletje nekako kar v neki slogi. Edino pač je bilo to, da italijanska komponenta, se pravi, v mestih ne so živeli Italijani, v zaledju Slovenci, Slovane, kako da rečem, kakokoli. No, v glavnem, Italijani so bolj bili v privilegiranem položaju, ker so se izobraževali, imeli so šole in se, mi seveda, Slovani v Istri potem komaj po 1850, ne, ko prebuje narod in tako naprej, smo dobivali svoje institucije in se lahko izobraževali svojim jezikom. Se pravi, v glavnem je bila sloga med nami in to je tisto dostikrat dvojezičnost, kot se reče v življenju, jaz govorim slovensko in italijansko in se razumemo in gremo naprej. Ja, hotela sem reči, med samimi prebivalci oziroma to se pol pojavilo, no, ta nacionalizem, če tako rečem, no. Po letu 90 se je poznalo med vami, da se je to pač, da so se krhali odnosi ali ne? Ali je to diktirano od zunaj, kot si rekel, si recimo v prejšnji okrogli mizi omenil tisti dogodek, glasbeni dogodek, no? Ok, bom preciziral. Diktirano je bilo seveda v tistih povojnem času. Potem pa, ko se je Slovenija osamosvojila, pač so se ljudje bolj opredeljevali za eno nacionalno. Se pravi, pri nas je dosti živ ta duh, se opredeliti kot stran, ker pač imaš si prežet s to multikulturnostjo, recimo konkretno, če govorimo o sebi, rojen v Kopru, moji starši so iz Južne Istre, skozi sem se igral z otroci, skozi se komuniciral tudi s pripadniki italijanske manjšine. In jaz sem se opredelil kot stran, kot tako, se ne mora opredeliti, kot sem rekel, samo za eno stran. Se pravi, po osamosvojitvi je bolj nekako bilo potem to opredeljevanje bolj jasno, kako bi rekel, bolj izrazito, no. Še kakšno vprašanje ali komentar? Dobro, če ne, ja, Mitja, prosim. Mogoče samo eno stvar v povezavi z to diskusijo, ker je verjetno zelo zanimiva in ki postavlja celotno zgodbo v nekoliko širši kontekst. Namreč, če zdaj gledamo evropsko tradicijo, zlasti evropsko intelektualno tradicijo, potem moramo vedeti, da naprimer komunikacija med intelektualci od srednjega veka pa tja do 19. stoletja je pravzaprav potekala na zelo različne načine. V srednjem veku z latinščino, pa v pismih, ko jih prebereš med temi, ki so si med sabo dopisovali, vidiš, da so odstavki ali pa stavki v lokalnih jezikih oziroma vernakularjih iz tistega časa. In to se ohranja vse do 19. stoletja, s tem, da v 19. stoletju latinščino zamenjajo francoščina, nemščina, pa potem že tudi angleščina. Ampak med intelektualci je bilo popolnoma običajno, da ko so si naprimer romantiki iz Slovenije pa iz Poljske dopisovali, so pisali naprimer pismo v nemščini, pa so potem celi pasosi v slovenščini, v hrvaščini, v poljščini, češčini in se nekako štelo za bolj ali manj normalno, da intelektualci bodo to sposobni dešifrirati, razumeti in na tak način tudi komunicirati med sabo. Šele nekje potem zres to rastjo nacionalnih držav v 19. in v 20. stoletju si ta tradicionalna praksa večjezičnosti, odprtosti v komunikaciji začela ožiti in je prišlo do tega, da smo prišli na striktno nacionalne jezike, na striktno nacionalne kulture in podobno. In to je neka dimenzija, ki pa v Evropi še zmeraj ni čisto popolnoma zginila in kar je zelo zanimivo, zlasti manjšine so bile pogosto dejavnik tega povezovanja in tudi večjezičnosti, ker po pravilu je bilo tako, da so pripadniki manjšinske skupnosti govorili
ali pa vsaj zelo dobro razumeli tudi jezik, ki je bil večinski v njihovem okolju. In mislim, da so to neke zgodbe, ki so zelo pomembne, ki so pravzaprav zelo globoke in je škoda, da so se pozabile in da jih ne poznamo. In nekaj podobnega velja tudi za glasbo in mogoče bi povedal eno situacijo iz mojega lastnega spominjanja v času srednje šole, ko sem potoval po Jugoslaviji in je bila ena majhna vasica na jugu Kosova, tam na makedonsko-srbski kosovski meji, kjer so v tistem času začeli biti bombaž. In po čem se jaz najbolj spomnim tistega, potem, da smo prišli tja in so ravno trgali bombaž. In kaj se je dogajalo? V tisti vasici so se vsi zbrali skupaj in so trgali bombaž. In so peli eno srbsko, eno albansko, eno makedonsko, eno romsko pesem. In zanimivo je, da so se imeli za naše Rome, naše Albance, naše Srbe, naše Makedonce, pa takrat so bili še tudi Turki tam, naše Turke. In tako kot ilustracijo lahko povem, ker sem se pogovarjal potem s tisto starešino iz romske skupnosti, ki je rekel nekako tako: mi smo cigani edini, koji smo nepismeni na sva jezika. Jaz mislim, da je to tudi čudovit način mogoče, da se poslovimo zdaj, da naredimo konec tudi te okrogli mizi. Prisrčna hvala vsem udeležencem, torej Mitja Žagar, Jozef Rakotolohalahi, Alma Bejtulahu, Alenka Bartulović in Marino Kranjac. Mislim, da smo zvedeli veliko stvari iz različnih zornih kotov. Hvala za vašo pozornost, za vašo navzočnost. Mislim, da nam je ta simpozij tudi odprl oči za marsikaj in da smo se lotili dejansko ta prave teme. Kaj nas čaka zdaj, je čudovito kosilo.